Pozdravljeni! Mnogi navdušenci Formule 1 dobesedno ne razumejo, zakaj se Ferrari obnaša tako do Sebastiana Vettela, kot smo videli v sezoni 2020. Malo kdo se spomni tistega, kar se je zgodilo pri McLarenu v sezoni 2006, tistih dogodkov, ki so pomenili konec kariere Juan Pabla Montoye v Formuli 1. Sam sem kot navdušenec Formule 1 pogostokrat začuden nad tistim, kar se dogaja s kariero Sebastiana Vettela v zadnjih sezonah. Pogostokrat me presenetijo odločitve pri skuderiji Ferrari, ampak tudi dejanja, ki jih vidim s strani Sebastiana Vettela, me pustijo rahlo presenečenega. Pogostokrat težko najdem neke racionalne argumente, da opravičim dejanje enega ali drugega, in mnogi izmed nas navdušencev Formule 1 se sprašujemo, kako je to v sodobni Formuli 1 sploh možno. Pogostokrat pozabljamo na tisto, kar se je zgodilo v prvem desetletju novega tisočletja v Formuli 1. Kako se je uspela zvezda Juan Pabla Montoye in kar hitro nepričakovano utrinila. Juan Pablo Montoya je še danes eden izmed ljubljencev navdušencev Formule 1. Je eden izmed tistih voznikov, ki so znali prevzeti široko publiko svojo hitrostjo, vročekrvnostjo, tistim divjim temperamentom, kateri je zgledal, da je neustavljiv. Seveda, vsi se dobro spomnimo njegovih rekordov, kateri so zdržali v Formuli 1 kar presneto dolgo. A treba je poudariti nekaj zadev. Juan Pablo Montoya, ko je prišel v Formulo 1, je bil že znan voznik v svetu motošporta. Bil je prvak tako serije kart, kot tudi zmagovalec dirke za 500 milj Indianapolisa. In ko je prišel v Formulo 1, je bil kot novinec v sorazmerno dobri ekipi. Govorim o takratnem Williamsu z motorji BMW. Še zdaleč to ne pomeni, da je imel Juan Pablo Montoya od začetka tehnično podporo, s katero bi lahko zmagal naslov svetovnega prvaka. Če se spomnimo, takrat je kraljeval Michael Schumacher in Ferrari. A vseeno, Juan Pablo Montoya se je hitro dokazal in vsi smo ga vzljubili. Problem je nastal v sezoni 2005, ko je Juan Pablo zamenjal ekipo. Prišel je v McLaren, kateri je obetal kar malce več možnosti k njegovim željam osvojiti naslove. Namreč imeli so pnevmatike Michelin, Adriana Neweyja, motorje Mercedes. Imel je tudi enkratnega moštvenega kolego in govorim o mladem Kimiju Raikkonenu, torej lahko bi rekli neke vrste sanjsko moštvo. Pravzaprav v tem sanjskem moštvu se je nekaj zlomilo že v prvi sezoni, ko sta bila Juan Pablo Montoya in Kimi Raikkonen moštvena kolega. Juan Pablo ni imel ogromno težav podrediti Ralfa Schumacherja, čeprav tudi sam Ralf je dokazal, da ni bil tako slab voznik v Formuli 1. A mislim, da ni skrivnost to, da je bil Juan Pablo boljši. A problem je bil v takratnem McLarenu MP4 pomišljaj 20. Namreč tista šasija je bila izjemno hitra, ni bila pravzaprav dominantna, a je bila izjemno nezanesljiva. Predvsem vročekrvni Juan Pablo v prvi polovici sezone 2005 se ni znašel. Tu moramo dodati še tisto čudno nesrečo, ko se je poškodoval in izpustil 2 dirki, ter ne smemo pozabiti na tisto veliko nagrado Združenih držav, ko vse ekipe z pnevmatikami Michelin so enostavno odstopile. V drugi polovici sezone je Juan Pablo prišel nazaj na svoj račun, dosegel 3 fantastične zmage in lahko bi jih dosegel celo 5. Namreč na veliki nagradi Kanade je bil diskvalificiran ter na veliki nagradi Madžarske je odstopil, če ne bi odstopil, bi zmagal. A treba je poudariti, da obe zmagi je nato prevzel Kimi Raikkonen in tako končal kot drugi v skupnem seštevku.
A v očeh Rona Denisa je verjetno Juan Pablo Montoya zgubil kar nekaj svoje cene. Ne vem sicer, kaj se je zgodilo v zaodrju, a že v naslednji sezoni je Ron Dennis in seveda tudi Fernando Alonso na tiskovni konferenci obelodanil, da v sezoni 2007 se bo Alonso preselil v McLaren. Ni se povedalo takrat na mesto koga, ali Montoye ali Raikkonena. In Raikkonen je takrat odkrito priznal, da njega to ni prizadelo, kajti ko je zvedel novico, je bil na zabavi in ni bil niti v stanju razumeti, kaj se dogaja. A novica je prizadela Montoyo. Namreč v sezoni 2006 McLarenov bolid še zdaleč ni bil konkurenčen. Ne motor ni bil v redu in niti ne šasija MP4 pomišljaj 21. Bistveno pod tistim, kar smo videli v prejšnji sezoni. Montoya se ni in ni znašel in v sezoni 2006 pri McLarenu niso osvojili niti ene zmage. A zgodilo se je tisto, kar mnogi izmed nas navdušencev si sploh nismo želeli videti. Namreč eden izmed najbolj priljubljenih voznikov se je sredi sezone odločil, da bo prenehal z Formulo 1 ter odšel v Združene države v serijo NASCAR. Namreč izgleda, da okolje v McLarenu je bilo tako toksično, tako neprijazno do Juan Pablo, da se je ta raje odločil prekiniti pogodbo, kot da bi še trpel na dirkah. In mnogi so mislili, da je bil Juan Pablo tisti, ki je bil pripravljen na odstrel, da bo naredil prostor za Fernanda Alonsa. A zgodilo se je nekaj nepredvidenega. Tudi Kimi Raikkonen je po koncu sezone zapustil McLaren, torej nikoli ne bomo izvedeli, namesto koga bi v resnici prišel Fernando Alonso v McLaren. Zanimivo je tudi neko drugo dejstvo, razumeti, zakaj je Ron Dennis hotel Alonsa v McLarenu. Seveda, Alonso je zmagal 2 prvenstvi in govorimo o sezonah 2005 in 2006, ko je prišel v McLaren, je seboj prenesel številko 1, ampak tudi zajetno dozo pokroviteljev. Govorim na primer o španski banki Santander. V tistem obdobju, konec sezone 2005, je vstopila v veljavo prepoved reklamiranja tobačnih izdelkov in McLaren se je kar hitro znašel brez pomembnega vira dohodkov in tega ne smemo pozabiti. Treba je razumeti tudi nekaj, da Juan Pablo Montoya, s tem, ko se je vrnil v Združene države Amerike, je znova in znova dokazoval, da njegov talent še zdaleč ni bil končan s tisto čudno avanturo v Formuli 1 in predvsem v McLarenu. Rad bi vas spomnil, da leta 2015 je Juan Pablo Montoya znova osvojil dirko za 500 milj Indianapolisa. In po mojem skromnem osebnem mnenju je najbolj univerzalen voznik tega modernega sodobnega obdobja v svetu motošporta. Dosti bolj univerzalen in uspešen kot na primer Fernando Alonso. In ne pravim, da je Fernando Alonso slab. Juan Pablo Montoya ni uspel v Formuli 1 in lahko se sprašujemo, zakaj mu to ni uspelo. Morda pri McLarenu mu je manjkala podpora. In tu velja omeniti, da podobna situacija, kot jo vidimo na primer pri Sebastianu Vettlu in Ferrariju. Mogoče je samo tista malenkost, samo beseda, samo pozornost, ki jo da določen inženir, določen vodja ekipe, dovolj, da nek šampion postane lahko eden izmed največjih v svetu motošporta ali samo zvezdni utrinek, katerega vidimo na nočnem nebu in hitro izgine. A zanimivo je še nekaj drugega. Omenil sem, da v sezoni 2007 je imela ekipa McLaren popolnoma novo vozniško zasedbo. Prišel je že omenjeni Fernando Alonso, a poleg njega mladi Lewis Hamilton. Mogoče je Ron Dennis nalašč spravil Montoyo v situacijo, da je zapustil McLaren zato, da je naredil prostor
Svojemu mlademu upu, v katerega je polagal ogromno, in njegov talent je bil že takrat v prvi sezoni nekaj nedvoumnega. Mislim, da smo to spoznali vsi. In zato bi lahko rekli, da situacija, v kateri se je znašel Juan Pablo Montoya, in situacija v sodobnem trenutku Sebastiana Vettela sta podobni. Seveda, kot sem omenil, so določene razlike, a tudi v temu, da manjka podpora, je lahko eden izmed tistih razlogov, zakaj pri enemu in pri drugemu vidimo bistveno slabše rezultate od tistih, katerih si jih mnogi navdušenci želimo. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.